Pardon, se upravičujem, ni bilo namerno. Jeb, turul, da mora. Ne, ta jeb. Če še pijan ali ne, za napihat pa to. To sem jaz uporabljal še takrat, ko sem pač hotel biti zvest in ugleden državljan, pa ne pit pa voziti. Mislim, si mogel pihniti v kaj ali ti je on kao zračunal? Ne, kile mu daš noter, pa vnašaš mu pere, koliko si jih spil, ne, pa ti pa on pove po unem izračunu, koliko se razkraja alkohol, pa moraš mu povedati, koliko voltažen je, ne. Ja, to sem reči, ameriški per pa ali bolj kot. Ne, vse imaš noter. Okay. Pa si daš pa v favorice svoje une, ne. Si dal zmagovalca, ki ga itak Klaus Talerja niso imeli, ne Klaus Taler, brez alkoholnega sem rekel. No, unga zmagovalca, ne spomnim se, kaj bi bil? Šlo zgolj. Ne, šlo zgolj tudi brez alkohola. Ne, to dva stari. Fucking shit. Aljo. Ne Berkenik, ampak te drug srebrn. Sixtus zbral, bravo, Aljo. Aljo, a brcneš sam vrata, da te vidim, da te bolje vidim. Ne vidim, ne moram se kola pogovarjati. Sixtus zbrava ni bilo noter, nisi si ga ročno dodal in pa sem si pač a veš. A Union je pa bil, ali kaj? Pa Lašk pa to. Mislim, ne, sam Union je bil, po mojem, kar General 4-9 lager, a veš. To je bil že preset, ne. Valjda. No, v glavnem, in sem si pol tis nanudil, pa gledal, pa je ful bolj delo, če sem pozabil kakšen ga vtipkati. Se nisi že nič smil? Se že trezen? Dober, se že trezen. Tudi pere v 3 urah, se to lahko pelem, vala. No, tako, ja. Zamenjava sičnikov in šumnikov, tako naprej. Računalno skrajševanje stavkov. Z obveznim čim manjšim premikanjem spodnje čeljusti. Stiffer, downlip, kjerakoli obedve ponavljate. Značilen trd govor. Prijatelj povedal, da jih imaš res rad. To je ta estrogen v pivu, ki ta ženska čustva preplavajo. Pa malo obada padata. Še možno pa. Enkrat smo imeli ta piknik, ki je Vini organiziral, internetni. Pa so bila z Rufom malo razpoložene, pa so se bila razočarali, ker je bilo že konc. Sicer je bilo pol 5 ura. Sam da omenim, v pikniki so se ponovno tako po poldne začenilo, okrog 3. Z Rufom so bila že ob 12 tam. No. Ja, se pravi, ekipi organizatorja. Bil je sorte organizatorja. Bil je celodnevni piknik, sem to se hotel reči. Beta testere sem. Ja. Sam let sem prišla kasneje, Vse smo zmeri prišli prej, itek, da smo pomagali tudi. Ne, takrat sem prišla kasneje, ker Ruf je nekaj, sem pa še tudi nekaj z otrokom se ukvarjal, tako da ne. No, skratka, se nema veze. Pozno sem prišla, ampak sem bila pa nahajpana in sva hotela še na polno. Seveda sta hotla. In jaz sem toliko videl zameril, da sem hotel na gobec, ampak sem bil tudi toliko nažgan, da sem ga sicer sprožil sem, ampak sem v tem naredil pirueto, zato ker sem se... Aha, je bil udarec, je bil... Mislim, udarec, mislim... Ja. Pest je šla nekam, ampak hkrati je pest naredila pirueto z mene in sem padel iz lastnega nasilja. Tako da, dobro je bilo. Ni rešitev, ne? No, sej pa smo rešili zadevo, na z Rufom Vini pa Ale pelala v cirkus, kjer se noben nič ne spomni, kaj se je dogajalo. Bil je pa nor žur, nor! Zgubilo se, pa so še pa dal, vsak po svoje, še slabš, tako da ja. Dobar. Good old times. Se ga rad napije, ampak se ga je rad napil, zdaj že dolgo nismo videli. Ja. Radi smo ostajali do konca noči, lepo je bilo. Eni bolj, eni manj, ampak ja. Peli smo in pili. Tako. Rad je ustajal do konca, to je pa res rad reči. Absolutno. Tako da. Z enega drugega webmaster piknika smo zmagali samca. A veš, takrat, ko smo šli še v Kranj, pa pol do zore smo šli, res je bilo dobro. Sam sem bil pa fair, pa je gajbo prinesel pol. Ker je bila stava posred, seveda. Ne. Nismo mi pili kar tako brez veze. Ja. Kam pa pridemo, če bi brez veze pili? Ja, ne, valjda. Mora biti razlog. Ja, to so res ta posla.
Je bila stava, je kupil radio, je kupil. Ja. Je slišal svoj najljubši komad na radiju. Nisem razlogov, zakaj moramo enega spiti, nikoli ne zmanjka. Ne? Hvala. Enega zmeri loha, ne po nesmrtnih besedah našega prijatelja. Ja, pa od tam malih ni spijan. Spet same resnice. To je najboljša laž v življenju. Mali hitek ni spijan, če niste vedeli, zdaj veste. Pomaga tudi, če imaš 0,3 kozarce, isto. Mislim, lahko tudi, tudi dela. Kaj je Peli rekel, prej, pomaga še, če nehaš upisvati. Za več na svetu, na našem disku. Ne slediti naš kanal. Vsaj, kar se teh na svetov tiče. Mislim, da veliko stvari ne spomnimo. Mislim, eni bolj, drugi manj. Kot sem rekel, dobro smo preživeli. Zdaj pa. Vsi tisti, ki se podajate v te vode, srečno. Dobro bo. Dokler bo. Ja. Posredna pot, to je to. Dolg čas pa ni. To pa ne. To pa en kukar. A veš kaj, še en nesmrtni, ne? Boljš, da ti je v nedeljo zvečer malo naroden, kukar da ti je v petek zvečer dolg čas. Ja, za šankom nikoli dolg čas. Same modrosti. Danes smo tole, to pa je. Te modri podcast. To je pa poleten. Če pojmo v avizo, preden se še ena spomnim. Zdravo štoparke in štopari, to je podcast o dobro znanem dejstvu. Zdaj smo jih že toliko nanizali, da ne vem, če bi še enega, ampak dajmo, taj pa tak generalen za političen. Da si tisti, ki si najbolj želijo vladati ljudem, ipso facto najmanj primerni za to delo. Če povzamemo, nikomur, ki se zmore prikopati do predsedništva, ne bi smeli za nobeno ceno dovoliti, da bi to opravljal. Če še bolj na kratko povzamemo povzetek, problem so itak ljudje. Mi trije pa smo. Aljo, Peli in Zi. In smo ljudje. In tudi smo ljudje, na ogliku zasnovana bitja. Tako. Saj tako pravijo, če ni tole zdaj matrice, pa polo. Pa smo mi problem, ali kaj? Mi smo problem. Pa da smo tudi del rešitve. Res tudi. Razen, če je matrica, še enkrat. Smo v Matrixu... Pa sam mislim, da smo problem. Smo v eni od teh epizod, ki se sprašujemo, a smo res matri. A smo noter, veš? Če smo noter, smo del virtualnega. Mislim, da ima vsak poseb svojo lastno notranjo matrico. Veš, in da smo, ti si v svoje, jaz sem v svoje, ali pa v svoje, poslušalci pa vsak v svoje. Ne? In pa se povežejo, ali kaj? Naše matrice. Mislim, naše se povezuje, zato ker se slišimo. Mislim, če se ne slišimo, pa nas ne poslušajo. Nihče ni otok. Ja, seveda. Razen otok je otok. Otok je pa vedno otok, razen če ni. Pa je celina. Ali pa polo otok. Ne, ampak od spod je morje. Ampak pod morjem je pa to vse povezano. To je vse povezano. V sredico naše matere zemlje. Lepo. Torej, kaj sem delal v prejšnji epizodi? Ne vem, najprej se moramo zahvaliti unem, ki nas podpirajo. Hvala, res dobro. Dajte to še početi. Super ste. Ja, res. Najbolj veseli pa smo vseh, ki nas poslušate. Za samo 1999. Če bilo vsaj. Za ceno enega ožujskega. Odvisen, kje je. Odvisen, kje ga spijete. Ja. Enega do dveh iz trgovine. Ja, na Hvaru je verjetno razlika. Hvar ali pa nekje druge. Dubrovnik pa sploh. Za pol ožijskega. Tako, tam pa ne pijejo. Polažuje. V prejšnji epizodi pa. Artur je imel nesrečo. Oziroma
Ladijsko nesrečo. A je to vesoljska ladja nesreča? Fuli težko reči, veš, kaj ladja, ne? Misliš, ne, pri nas bi rekel, je ladja, ta ladja, ne, po morju ladja. Ja, sej. Ja, vesoljska ladja, ne. Ne, sej, valjda, nesreča. Okay. Ja, sej je. Ja. Sej je, spaceship. Vesoljska ladja, Ne, sej, seveda. Vesoljska nesreča v glavnem. Tako. Ne. Preživuje. Za vesoljsko ladjo. Koza je preživela. Tako, koza je preživela. Je bil pa edini, ki je preživel, ne? Ja. Noben drug ni poslušal navodil. Ne vam bo to v poduk. Ja. Ko boste šli naslednjič v Ikeo, hotel, kot pravi moški, se šrafati vse. Ne, oni imajo pa res dobro navodila. Če pa kdo zna navodila, delate pa Ikea, sorry. To je res, ja. Pa res niso zoprna. Ne. Prav festo, lepo so napisane, jasno, glasno. Sam spremni, ne biti pameten in preskakati, se to vem, pa šel naslednji. Ja. To itek znam. Pa malo naprej pogledati, veš, pa pozabiš. Ali pa zamenjaš, pa obrneš, ne vem, kakšno polico ali pa oziroma ta stranico. Ja. Pa je narobe sestaviš, pa po ne vem, 67. strani ugotoviš, da ta del pa ne gre skap. Da moraš razstaviti, pa posebej te IKEA-ini artikli, ki so malo nižjega. Te, ki so, imajo oni tudi te višji cenovni razred, ampak te, ki so te nižji, te niso za razstavljati. Iverka nikoli ni bila narejena za razstavljati. Tisti je, ne vem, karton je. Assemble once. Ja. Ti si narediš, postaviš, dokler drži, pa vredo, ajde. Mislim, zdaj čorata, ko včasih tudi narata. Tudi res. Tako da ja. Ker si preveč moški. Preveč dekca. Ne biti preveč deca, no. Sem tudi že šrafal, pa pol šel valjda po nove police, ker sem bil preveč pameten. Zdaj sem že po 8 v Marsa stavil, zdaj pa vem, kako to 9 dela. Je valjda, da je blagih kontra. Ja. Pa takrat, če ni bilo v Ljubljani, sem mogel že pol Twitterja vprašati, da so one police. Super je bilo. Vsaka šola nekaj stane. Kakšne pa malo več. Ja, noč Kvarnik, ne? Ja, dajmo. 12. poglavje. Seveda, itek, da ne bomo sploh nič govorili o Arturju. Hvala, da ne. Artur je zdaj fertik za kar dolg cajt, zato ker zdaj je z nami spet Ford in akcioner. Ja. Kako preskakujemo iz tistih dolgočasnih v bolj akcijska poglavja. Ja, mora biti. A se temu lahko reči dramaturški lokal, ne? Kaj vse, veš, kaj gre gor pa dol, ne? A veš, Artur tam išče smisel življenja, zakaj sem jaz tukaj? Kva, a veš, ta pada proti zemlji z 9,8 metra na sekundo. Kvadrat. Tako. Ja. Mislim, a veš, kako film zgledal, ne? A veš, kaj ta Arturjev del, ki si greš po per pa po čipsu v hladilnik, ne? A veš, pa ta Fordov del, ki zarineš prste v naslonjav, pa ga skoraj utrgaš, a veš, a bo on zdaj speljal to, a ne bo, ne? Členki beli. Res, in te prehodi, a veš, da bi se to res menjavalo v nekem filmu, to bi bilo kar zanimivo za videti. Ja, to bilo dobro. Mogoče bo v novi nadaljevanki. Če bo on ta nova nadaljevanka. Zdaj je tak strajk. No, ampak v glavnem, knjige so še zmeraj fajn, ker si pač te stvari lahko predstavljamo, kako to zgleda, ne? In zgleda res dobro. Ja. Namreč Ford je pred 3 epizodami je skočil ven, pač, ker druge ni bilo, ker z unimi raketometi se on ne bo kosal. Pameten možak, moram reči, ampak ni pa res dobro premislil zadeve, in se pač, kot pravi avtor, je ukrepal po trenutnem navdihu, da bi si pridobil čas. Ja. To je definitivno pridobil. Spet. Ni bil slab navdih, ni pa sicer dosti časa si pridobil. Ne? Ja, ampak je pa vseeno hotel malo v drugačen perspektivi stvari videti in jih tudi je. Je se potegnil sebe iz zgodbe, kako bi rekel, je iz zunaj pogledal na noter. Ja. Veliko stvari je razmišljal med tem, kaj je padal dol iz 23. nadstropja. Ja, zato, ker v bistvu, kako že avtor rekel, da v bistvu že da je to že večkrat počel, ta moment. Da v bistvu, pri tem, da najdeš problem za to težavo, v kateri si, da je fajn, da se ti ta življenjska zgodba začne. No, ampak to je kao, te predsmrtne izkušnje, da se ti ta življenje prerola. Ja, tako ne. Samo je šlo malo na kurac. Fordu se je, ampak res otroštvo je bilo res brezvezna roba. Res dolg čas na Betelgezi, pa Zapad, ki je bil še otrok. Fast forward. Rojstni dnevi, pa tretji.
17 dan, prva brisača. Lihoto se mi reči, da je on imel tudi eksistencialne probleme, tako kot Artur, ne? On je bil iste probleme. Krajšen časovnem obdobju, moram reči. Zelo, ne. Ker namreč iz 23 nadstropja z 9,8 metra na kvadratno sekundo je par sekund, če sem prav računal, pozabil sem. Hiter si dal, no. Ampak ja. Ampak hiter je bil, ne? Mislim, čeprav pa je tudi hiter bil na prvih medplanetarnih potovanjih, pa prvi začetki pri vodniku in tukaj izvemo lepo zgodbo, ne? Ker zvemo, da je v bistvu bil Ford eden od ustanoviteljev, če bi se tako rekel. Ne? Mislim, nek od idejnih. Ja, idejnih. Pol ducata modelov je bilo na nekem atolu, na nekem planetu, neki brisač, pa neki digitalnih napravc. Ja, so ga žurali. In veliko sanjarjenja. In so ga žurali, in pa veliko je bilo enega unga ruma, kaj je bil falanskega ruma. Pa stari Junks. Stari Junks pa nujno. V bistvu stari Junks, rum, je bil zraven. Plaže, lepa dekleta, ampak tudi sanje so imeli. Imeli so se fajn, skratka. Fajn so se imeli, pa malo so še razmišljali v življenju in vesolju nasploh vsem. Tako je. Ja, lepo je bilo. Ja. Ampak pa je pa kar od enkrat prišel nek nebotičnik, pa ne, da veš, malo so. Ampak to je tist, kar je Artur pogrešal, ne, v prejšnjem poglavju. Kaj? Je to, da imaš sanje, da za neki živiš. Veš, da imaš recimo, to je klej, ne? Ja, on je točno to delal, on je svoje sanje živel. On je sanje svoje živel, mislim, od takrat, ko se je pač ne. Ja, samo jih ukradli. Eni pa niso, zato ko so prišli računovodje, pa prišli so marketingari, tržniki, pa marketingari, pa vse, vsi morajo. Pravnike ne smeš pozabiti. Ja, vse, Korporacija je prišla. Korporacija je postala, Vodnik je rato korporacija. Tajnic pa odvetniki, pa vsi božji, v glavnem. Tajnic tudi ne mara. Nobenega, najmanj pa najnižji, pred najnižjo vrsta je pa računovodje, najnižjo je pa tržniki. Tržniki pa pravniki so tudi blizu. Ja, samo oni so prej bili omenjeni. Računovodje pa tržniki, to je pa dno dna očitno. Po Douglasu, seveda. Mi smo z obojmi smo že večkrat pili, tako da vemo, da so fejst ljudje. V glavnem, takole je on padel in v 70 štuku se je spomnil, da so tržniki in jim je pokazal sredinca. Seveda, kot se spodobi. Če greš go with the bang. Vala, veš, da ima on pred tem neznanskem brzenju proti čeprav, na kakšnem planetu je bil Ford, da ima isto gravitacijo? V bistvu se niso rekli, da je 9,8, to je bilo v prejšnjem poglavju. Ne, samo piše 9,8. Ne, čeprav ni 3,2 milijona. Ne, on ima v čevljih. Ni 3 čevlje, ampak ni 3,2 čevlje, kot je bilo v prejšnjem poglavju, ampak je 3. Tako da je zaokrožil. No, ok, ajde. Tam smo. Tam nekje v glavnem. Srednja dobra gravitacija, rečemo. Pri tem letenju v tla, se glih ne bi s temi izračuni ukvarjal. Če je 1,2 manj, na 2 decimalki. Mogoče pridobiš 0,03 sekunde. Glih toliko, da je lahko Ford malo razmišljal, da je tudi tolpa pijancev, s kateri se prepere, kakšne barve ne bil vodnik, pa te stvari. Pa je bil pa že pa 16 štuku, kjer so oni področni uredniki, ki so mu zreducirali pretežno neškodljiva. Pa še njim pokaže Fakiča, 15 nastrope, kaj je bilo uprava za logistiko, temu je velike avte, ampak ne zanimivega, 14 štuk kadrovska, to, te se ga v bistvu, malo je sumo, da so ga oni za nalaž poslali na zemljo, v izgnanstvo. Tako je, 15 let tam zaradi njih. Da se kadrovniku zameraš, pa ti da premestitev, Zna biti. Še malo imel, sem malo sumil, da hoče imeti malo teorije zarote, da so se ga losali, da so ratali zmeraj še bolj korporativni. V bistvu zna biti, Kar v bistvu tudi mogoče je malo res, In pol 13 štuk raziskave in razvojne. Tlega je pa malo, a veš. Spomnil se je, da tudi na liftu ni bilo 13. Je preskočil, mu ni bilo nič nenavadno, zato ker je 15 let preživel na zemlji, kjer je v zahodnem svetu 13 štuk v velikih hotelih pa raznih teh stavbah. Ga nimajo, Na Kitajskem je pa to 4. štuk. Tako.
Pa 14. V glavnem vse 4. 4 je, ker to je smrt. Mislim, zelo blizu sta smrt pa 4. Zaradi tega, ker isto zvenita. Isto zvenita, tako je. Napiše se drugače. Beseda 4 isto zveni kot beseda za smrt. 14 in 24 in to. Vse na 4, zaradi tega je. Pri Kitajcih ni. Je nesreča oziroma in Bog ne da, da je na 4. Če so vrževerni, seveda. No, ampak v vodniku je bilo to 13. Ja. Raziskave in razvojne. Ja. Pa tudi okna so bile zatemnjene, tako vse je bilo malo čudne. Sam res, ja. Okna so bile malo temne, vse je bilo. Ja, pa je neki, se spomnim, da je Harl omenil ta večdimenzionalni vodnik, ne pa. V bistvu, malo se mu začeli sestavljati. Takrat se mu je zdelo, da je to neka brezvezna, stvar, ki so jo tržniki pa računovodstvo skrb si izmislili, lepo je malo, ni to resno. Zdaj pa, kaj je videl, da zatemnjene šipe, to pa nekaj bo, nekaj se dogaja. Ne. Ampak ni imel štanjolo sta kapca gor seda. Ni imel veliko več cajta, ker bi se bil zdaj še sam. 13 je zelo dol pol, 12, 11. Mislim, the best me je, kako avtor tle, razlaga, ful si cajtov vzame, da razloži vso to bando Sodorgo, da korporativno, ki se je med enim letom iz nebotičnika. V teh 3 sekundah, ali koliko je to. Če je malo manjša gravitacija, 4,5 rečemo mogoče. Dajmo reči 5 za zihar. No, mislim, ampak pomivalci okn ne imeli toliko cajta, kot ga je imel recimo Ford. Mislim, ali pa da Ford je bil že tokrat v bližnjih srečanjih s smrtjo, da ta postopek znajo, veš, tako kot ta dobri pevci, ki se ne rabijo, še zmeraj se rabijo pevati. V bistvu še bolj. Drek, ta teorija ni šla skozi. Ampak glej, Fordu je retval, v glavnem. Zdaj, ki si jo spovedal, da ne gre. Ja. Sem dosti samozavestno mogel to povedati do konca. To je res, ne bi smel pomisliti, veš. Ampak, poj pa ugotovil, da je Colin tam, ne. Ja, Colin robot. Colin robot, ja. Tako. Kad sicer ne ve, da je Colin. Ja, pa sem imela tle. Cela zmeda. Z brisačo ga najprej ujame, pa se dajeta, da hočemo povedati, da naj se ustavi oziroma gre gor. Colin tudi veselo leti z njem dol. Ja, on je še zmeraj ful vesel in je ful nešponen. Ampak pol, ki ga ujame, pa še eno štorijo ima zelo lepo o brisači, pa kako si jo ljudje upgradejo na močno. Ford je pa purist, ampak ima pa robove, ima pa ekstra ujačanje. Ja. To si je pa dal noter. Je purist, kot si rekel, ampak ima pa stvari, ki jih malo upgrade. Sicer ima tudi malo hranilne snovi v enem kotu, ampak samo v enem kotu. Pa vitaminčke pa tako. Pa malo žičke ima zato, da lahko kakšnega robota skeka. Te nujne stvari, kaj rabiš, druga pa ne. No, in v glavnem mu pač rata se na Colina, v bistvu, kako se temu reče. Ujame se na njega. Zdaj, on je imel, se mi zdi, da je imel Colin vsem kontroliran let proti tlom, medtem ko je imel on nekontroliran. Colin ga je spremljal, ja. In zdaj on ga je ujel, in pol mu je v bistvu uspel nekako dotolmačiti, da bi bilo fajn, če bi šla one dva gor, ampak je imel pa le Colin toliko premalo moči, da bi ga pošlepal, tako da sta v bistvu nekako v nekem bolj počasnem padanju oziroma lebdenju neki. Nekaj dol od spodaj, se je pa že, naprej so bili ljudje, pa vse skupaj, pa taki prijazni, so se pa že začeli. Lovna vazgeca so se šli. Ja, tako je. Zdaj smo se spomnili, zakaj ga je dvakrat prej omenil avtor, tako čist mimo bežno v 2 poglavjih. Da vemo, da je tudi. Zdaj smo ga pa dobili, zakaj je bil tleno, zato da je bila lahko šala, da so ljudje še se šli čist mirno lovna vazgeca, ampak pa so pa mal nehali se jeti lovna vazgeca, zato ko so prišli eni modeli, ki so mal čuden zgledali, veš. Ja, ti s polžasto poltjo. Ja, to, ja. Ti z rakotometi na ramah. Z rakotometi na ramah, ja. In takrat reče, dajmo, Colin, gremo, hop, gremo gor, Colin pa nekako nima, kot si ti rekel, ali nima dosti. Need more power. Need more power, ja. In pa se je spomnil, da bi ponovadi bi vprašal vodnik, sam vodnik ni več to, kar je bil. Ampak v bistvu same fake news. Same fake news, ja.
Njega pa še zmeraj morijo, kaj se je zgodilo s temi sanjami. Ne? In pol, veš, se spomne, kako bi mogel ustati nazaj, pa pa tret. Poga pa iz ne vem kje ga začne ungležen ga umatrati. Ne, in pol se začne buniti. Zdaj vsem tem, ki želvaki z raketami, razumeš, ciljajo name, zdaj me pa še gležen začne boleti. Ne, prej si ga je pofavljal, prej si ga je skozi vrata šel. Tako je, kaj je imel vse te akcijske momente. No, če bi rekel, da je gležen njegov najmanjši problem, ne, v vsem skup temle. Sam očitno sta imela neki z gležnom. Ampak, ne, pa pride do nenadnega preobrata. Tako. Tam je bil lep akcionerski preobrat, kjer ga v bistvu. Rukne si čevelj dol. Rukne si čevelj dol in ga ne, v bistvu. Zadega ga proti želvaku nekam, v smrt. Ne. V bistvu on ugotovi, ker si je želvak uprtal raketo že. Ne? Ja, da je sledilna. Da je sledilna. Mislim, predvideva, da je najbolj sledilna. Če ne moreš, pri tem bogastvu, ki ga je imela, pa valjda bojo sledilne rakete. Hoče losati, veš. Daš najboljše stvari. In da ta raketa razturi vse, kar prekriža poti. Ne? Točno, tako je bilo. Ja. In bunte čevelj dol, želvak sproži raketo od tisteca, ali polžak. No, sproži, raketa zazna čevelj in se obrne dol v zemljo in naredi tam krater, fija, ne vem koliko. Vse, kar je bilo lepega in kar je bilo ground zero. Ni več. Eksplodira tam pač. Razfukajo. Ja. In vsi tisti od spodaj, ki so bili, pač jim ni bilo fajn. Ampak njim ni bilo fajn, Fordu je bilo pa kar v redu, ker je v bistvu ta eksplozija vročega zraka ga je kolena pa njega zagnala visoko v nebo in pol je prišel do vrha parabole, pol je začel pa padati dol, kar mu ni bilo toliko všeč. Spet na istem, kot prej, ne? In je bolj se tle pa res taka štorija, da res je imel srečo. No. Ja. Res je imel srečo, ker je najdu Kolina in sta s Kolinom trešila in Kolin je šel proti nebotičniku in je kar naenkrat pristal na policiji. Mislim, res, meni je bilo prav, ker se je tole nehal, sem mi prav vesel, da se je nehal, ker to je bilo pa malo preveč akcije. No. Mislim, raztegnuje tole akcijsko, ampak dobro, v dobrem pomenu besede. Ne. Sploh pa še z unimi tržniki, pa z vsemi prej, veš, res si je dal avtor tlele, malo duška. Ne. S tole akcijo. In še brisače vletela memne, ki je tudi padala, ampak je zagrabil. Valjda, ja. In so bili brisača Ford in Colin na okenski policiji. Yep. Kjeri? Od 13 štuka, kaj je bila ta temne une. Tako, lih na ta pravem štuka bi šlo k reku. Ampak tukaj pa pride pečina obešalnik. Polica obešalnik. Ta ni tako dober ratal, kot je scenarist si nadejal, ker smo šele zdaj na koncu prebrali, pa nismo, prepalali noter, tako kot bi zdaj se kjere krmel čist kar od nekje. Te police. Ja. Tako da pečina obešalnik, za danes je to. Rabite police, pejte v Ikejo. Ja, pa berite navodila. Tako. Ja. Mislim, za policijo. Lopo, da so zamenjali, pa da bo... Preber, ker so zafuku. Boš kako obrnil, pa boš pa javko. Boš šraufal, pa vemo, da ni to dobro. Ali javkala. Kukarkoli. Tako, ne javkat. Ber navodila. Če si ti kaj zapomnil te epizode. RTFM. Točno to, RTFM. To se nam nekaj skozi ponavlja. Lej. Najbolje je, da se vam zahvalimo, zato ker nas poslušate. Seveda tudi čisto do konca epizode, v kateri med letom do trdih tal se Ford spomni, da je ustanovitelj Štoparca. Sem res. Škoda sem se spomnil na unga modela, ta tretjega od Apple. Kjer ga je tretjega? Ronald Wayne. On je prodal za 700 $800 ali koliko je prodal. Ja, pa je rekel, da bi še enkrat. On je rekel, da bi še enkrat, da je čisto v redu. To je res, ja. Sej Ford je tudi tak idealist, a veš? On je naredil svoje.
Zanimivo, ne? A misliš, da je... Aha, kdo je pa bil, je bil naš avtor, mogoče strašen Apple fan? Takrat so verjetno, mislim... Seveda, da je bil, on je kupil ta prvega Maca, ki je ven prišel, da je bil čisto navdušen nad Apple. Cel fanboy. Ni doživel iPhona, sam če bi imel pa 4. In še iPhone 4, če bi tudi kasno šel. Tako da ja, mogoče pa res govori, da je mal, da je Ford mal Ronald Wayne. A misliš? Da je povezava. Pa ne, on je mali, imam občutek, da je klep bolj navijal za nek idealizem, kot za neko korporativno zgodbo. Kdo za Boga navija za korporacijo? Ja, imaš jih cel kup, drugačih ne bi bilo tako. Vem, ampak tako, recimo, veš, kakšen film, a veš, ne. Ne, tako... A ja, oni z raketometi ponavadi navija za korporacije. To je verjetno res, ja. Če ne druge. Mislim, ja. Mislim, jaz poznam ene par ljudi, ki navija za korporacije. Sem cool za korporacije. Verjetno si moraš biti, ne. Ampak gled, vsakemu svoje. Ja, le, tako, vsakemu svoje. Ja. Eni so za kafe, eni so za čaj, eni so za korporacije, eni pa niso, le jebi ga. Če bi nam radi povedali, da ste za korporacije ali ne, nam raji ne, da sploh pa ne na Discordu ali pa na družabnih obrežjih. Lahko pa pošljete. Kartice pa lahko pošljete. Sicer zdaj smo pa res že globoko v avgustu, ampak vseeno. Lej, mogoče eni gre tudi še septembra na morje. Tako. Še septembra bomo rekli, da lahko pošljete kartice. Vi ste to skozi govorili. Kartice ali dopisnice. Dopisnice tudi lahko. Ja. Kartice so cool, veš, da vidiš, ne? Ja. Veš, pozdrave iz Krka, pozdrave iz Hvara. Ja, Savudrija. Savudrija, seveda, nujno. Blatno jezero. Tako, zaradi mene tudi Praga. Tudi Pariz, vse vsevamo. Ja, vse. Čekoslovak. Tudi Ankaran. Tudi Ankaran, seveda, nujno. Izola, pošljite. Hvala. Debeli rtič. Debeli rtič. Ja, lej. Kaj misliš, da debeli rtič nima kartice ali kaj? To pa ne vem. Se jaz tudi ne, ampak lahko, če jih nima, jih pa mora imeti. Tle pa nisem čist ziher, če bi res... Ne ulazim, ja, ovo. Ne bi dal roke v ogen za debeli rtič pa kartice. Lej. Če jih nima, jih mora imeti. Drage poslušalke in poslušalci, če ste z debelega rtiča, da sporočite, če imate kartice, ali pa ne, še bolj pošljite. Tako, pošljite kartice, da vidimo, ker nič ne verjamem. Ja, če sliko sem se s kartico. Če ne dobimo kartice do konca septembra. Pol debeli rtič ne obstaja. Tega ni. In zemlja je ravna. Ja, točno to. QED, narejeno. Pol krog je zid, seveda, z ledu. Ne nekaj s tem zidom, kaj je. Še zmer... Če je zid, jaz hočem imeti tja na ekskurzijo. Tudi jaz bi šel, če se da. Se to je Antarktika ali Arktika? Ne, pa da ima še ta boat cruise, pa da še bendi igrajo, a veš to. To je pa ekstra. Da imaš ene boat cruise, ki še te komiki imajo stand-upe. Ja? Tudi to je. Klasični, kak na Titaniku ti igra. Wagnerčka. Do konca. Wagnerčka do konca. Ja, se z tega Wagnerja norca dela. Wagner bi se meni žal, da je čist predober. Skratka, a boš prebral še, kam lahko pošljajo? Naslov bo v zapiskih redni poslušalci in poslušalke, pa ga pa že veste na pamet. Lepa. Prvič že 41 klet. Tako, ne samo klet, ker pol se vemo. Ja. Pride do nesporazumov. Ja, pa bomo bolj mogli s kariolo. Trstenjaka nam pošilja, dejte nekaj, že težite, kako mi dobimo tega. Ja, za nas pa smo pa žalostni, da morda vam pelati. Trstenjaka bi več fan-maila, ki bo včasih, ko so bitli dobivali. Ej, ful so dobri. Ja, dobro. Ja, to mi si sanjamo to. Skratka, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš ali pošlješ kartico. Tega bomo pa še posebej veseli. Še bolj kot unih teh... Ne, bomo vseh veseli. 7,4 km v Trstenjaku jedu sem. To lahko s Kariolo vozi. Dobro, pa se da, mislim. Ni nemogoče, to hoče reči. Čeprav, a ima kdo kljuko? Imam jaz. A imaš šlugo, pa Peli pride. Klet, Trstenjakova pride Peli.
Sam povejte, kdaj pa bomo naložili Horlah. Pa še z registrsko 42 neki. Opa, kdo te veli, kdo je? Ja, da ne te strele z raketometi. Nimam SDS 1. Ja, ne. Okay. Dobro. Hajde, Pol. Če se vidimo. No, uživajte na morčku. Ja, ali pa v službi, kaj do drugega poletja bo dolga. Ne govor. Kam pa greste za nov let? Jaz sem tudi najbrž iz morčka, tako da... Sem že dal reti. Ja, greste za nov let. A že nas smo že imeli naslov to epizodo? Kaj, ne vem, ne. Kaj greste za nov let? A smo že imeli, kaj greste za nov let? Naslov? Ne vem. Smo imeli, po mojem. A smo imeli? Po mojem pa nismo, ga pa lahko še enkrat. Ne vem, imaš to kje napisane naslove? Ja, imam v nekem seznam. Google Sheet. Google Sheet. To se sliši. V Excelu imam. Kauna štirka v kitajščini. Ja, to je to. Ja, kako pa zdaj najdu? Kako boš? Nov let, ne? Nimo, moja nismo tega še imeli. Jaz bi to imel za naslov, če bi smo. Stari epizoda 31. Ja, 28.12.2020. Ja, dobro. To je bilo decembra. Če bomo avgusta, je to boljše. Ja, imaš še spolno ljudi, ne? Ja,